Dobro se spomnim, ko sem bil prvič v Ameriki in se čudil vsem mogočim modelom avtomobilov, ki se pri nas sploh niso prodajali. Vseh mogočih oblik, prednjačili pa so veliki SUV-ji. In kolikor se Evropejci upiramo Američanom in njihovemu potratnemu slogu življenja, smo na tem področju spušili na celi črti. Samo poglejte, kateri avtomobilski razred se na stari celini najbolje prodaja. Ok, pri nas so k sreči najbolje prodajani majhni križanci, no tale Edge pa je velik. Ali to pomeni, da nam ne bo všeč? Dvomim, ker ima kaj pokazati. Ja, res je večji in bolj prestižen od Kuge, ampak bomo vseeno morali počakati na različico Vignale, da bo res prava konkurenca nemškemu premiumu. No, po prvih vtisih pa vidim, da je mimoidočim oblika všeč, ker ga nenehno fotografirajo. Meni v štartu sicer ni bila nič posebnega, ampak vidim, da ta zašiljena maska vseeno naredi vtis. Še bolj pa me je navdušil prvi vtis med vožnjo. V Gašparjevi domači premieri sem bral, da so mu vgradili poseben sistem, ki aktivno zmanjšuje šume med vožnjo. Ampak to sem prebral šele zatem, ko sem se čudil, kako je med vožnjo tiho. Očitno dobro deluje, ker je tudi sama zvočna zatesnitev dobra, podvozje je zelo tiho. Nikaj, če želiš, si v tem avtomobilu res lahko odpočiješ od okolice. Tudi vožnja je kljub velikim kolesom in višini avtomobila udobna. Malo je stresanja in nagibanja, me pa čudi, da je za tip vozila volan precej obtežen. Nikakor ga ni težko vrteti, imam pa občutek, da so pri Fordu s tem želeli poudariti, da je tole malce bolj športen SUV, kar seveda ni res, čeprav se za ta tip vozila pelje res dobro. Med hitro vožnjo pa boste vseeno videli, da je avto težak, da je nos trmast in hoče naravnost in da je volanski servo malce prepočasen. Kaj pa znotraj? Tukaj sem bil najprej malo razočaran. No, pretiravam. Notranjost me ni posebej navdušila, ker je skoraj enaka kot v S-Maxu ali pa Mondeu. Ko se voziš, pa vidiš, da so vsi gumbi tam, kjer jih iščeš, da tukaj na volanu lahko praktično upravljaš z vsem in da je ta 8-palčni zaslon na dotik enostaven in pregleden. Materiali res, da niso na nivoju premium konkurentov, ki so itak še enkrat dražji, je pa izdelava dovolj dobra, da med vožnjo ne boste slišali kakšnih čudnih zvokov. Seveda pa navduši prostor, sploh v širino, ker je avto zajeten. Udobno se sedi in čeprav pogrešam nastavitev ledvene opore, je že v osnovi dokaj veliko, zato me hrbet niti na daljši poti ne boli. Volan je dokaj položno postavljen, ampak mi je položaj všeč in preglednost je malce slabša edino nazaj, ker je steklo zaradi malce drugačne oblike dokaj majhno. Prvič vozim tale 2-litrski TDCi, dizelski itak, ki ima 2 turbini in 154 kW moči oziroma po domače 210 konjev. Čeprav se sliši malo za tako velik avto, je moči povsem dovolj, dodatna turbina namreč pomaga pri nižjih vrtljajih, ko imajo majhni motorji ravno največ problemov. Tudi menjalnik s 6 prestavami lepo paše zraven, tako da praktično ne boste pogrešali ničesar. Poraba je bila na daljši vožnji okrog 7,5, sicer pa malce čez 8, kar je tudi čisto ok. In za grand finale cena. Lahko bi rekel v stilu Edge, da je zašiljena. Dobrih 50 000 s popustom, črno barvo in malce dodatne opreme. Se mi ne zdi pretirano.